Dobro jutro in lepo pozdravljeni. Madona, kam že čas beži, a ne? Ker oktober je že in to 1. oktober. Danes bomo pripravljali en tak fin, sladek zajtrk, pravzaprav bo to tudi prigrizek. A ja, 1. oktober, baje, da je to svetovni dan starostnikov. Jaz vam ne morem dvigniti penzij, lahko vam pa zavijem en tako in prav to bomo danes naredili. Delali bomo sladke takitose z linolado. Fantastična zadeva. Takitose vsi poznamo v slani verziji z mehiških restavracij, mi bomo pa danes pripravili nekoliko drugače. Za osnovo bomo vzeli koruzno tortiljo. To tortiljo preprosto narežemo na 4 dele. Jaz si takole malo pomagam, da jo prepognem, tako da bo čim bolj natančna. Potem prerežemo po sredini. To je najlažji način, kako pripravimo takitose. Takitosi so v bistvu nekakšne mehne, zvite tortilje oziroma zaviti takosi, če poznate takose. To so tisti taki zavite tortilje, takole jih primemo in potem jemo. Takole sem preprosto narezal na četrtine tole našo koruzno tortiljo. Zdaj pa zadevo premažemo z malce masla. Maslo bo poskrbelo, da se bo malce bolj hrustljavo zapeklo v pečici. Takole eno namažemo z maslom, pa dajmo še eno. Če želimo vse skupaj še malce bolj na sladko stran zapeljati, lahko posujemo še malce cimeta. Čist majčken. Ne rabimo veliko, kajti zvezda teh takitosov pa vsekakor linolada. Zdaj pa preprosto tole vzamemo. Jaz jih obrnem okoli, tako da je namaščen del na zunanji strani. Takole. Vzamemo zobotrebec. S pomočjo zobotrebca bomo namreč zaprli ta takito. Zdaj pa preprosto zavijemo tortiljo takole, nekje debelino enega prsta, pustimo odprto. Poglejte takole. In vzamemo zobotrebec in ga samo takole zapičimo čez. Ta zobotrebec bo takole poskrbel, da bo tortilja oziroma takito ostal v tej obliki, medtem ko se bo pekel. Potem, ko ga bomo pa vzeli iz pečice, bo pa ohranil to obliko. Takole in pa dajmo še pripraviti enega. Jaz sem jih že nekaj zvil vnaprej. Boste videli, tile takitosi so super zadeva. Kakor jaz vem, še niste jedli sladkih, a ne? Ziher sem, da niste jedli sladkih in to bo prvič, ko jih boste probali. Lahko jih polnite s marsičim. V našem primeru bo to kombinacija linolade in mascarponeja, lahko bi dali zraven še rikoto, pasirano skuto, grški jogurt, nekaj, ko bo rahlo zrahljalo to lešnikovo čokoladno kremo. Tudi smetana bi bila v redu. In takole izgledajo takitosi, ko so pripravljeni za v pečico. Tole gre zdaj v pečico na 160 stopinj na sredino, nič ventilacije. Pekli jih bomo pa nekje 8 do 10 minut. Nočemo, da nam porjavijo tortilje. Zdaj pa mislim, da je čas, da se lotimo kar naše kreme. Za osnovo, kot sem rekel, bomo vzeli eno skledo in seveda linolado. To je linolada Gold, tukaj noter imamo še dodatne lešnike, kar je fantastična zadeva. Zdaj bom pa jaz vzel še mascarpone. In zmešali bomo v razmerju 2:1. Tukaj imam 200 gramov mascarpone sira, lahko bi dali tudi rikoto. Meni je mascarpone všeč, ko ima tako fino teksturco. Takole. 200 gramov mascarpone sira in pa, da ne bomo tehtali, tole 350 gramov. Vam povem, 2 zvrhani žlici bojo kar hitro 100 gramov, ker jaz sem včasih takole noter z žlico kar direkt v linoladi in tole je 50 gramov, tako da hitro se človek zaredi. Evo, 50, dobrih 50, ziher. In pa še eno, takole. To je naša osnova. Lahko bi dodali tudi mogoče kaj majčkan soli. Mogoče še cimet ali pa kaj podobnega. Ampak mi bomo ostali kar pri tej preprosti kombinaciji. Zdaj pa to zmešamo. Samo preprosto zmešamo, ne preveč, ker če mešamo preveč mascarpone, se ta hitro lahko tudi malce v tekočini, mi pa želimo ohraniti neko tako konsistenco, ker s temlem bomo napolnili naše pečene takitose.
ti se vmes že fantastično pečejo v pečici in to je to. Medtem ko se spečejo, lahko pa počakamo in se oglasimo v drugi rundi, ko bo vse pripravljeno. Živjo! Poglejte, naši takitusi so zdaj že pečeni. Ko jih vzamemo iz pečice, pekli so se na 160-10 minut, da še enkrat ponovimo. Preprosto tale zobotrebec odstranimo in kar čarobno bojo obdržali obliko. To je fina zadeva, takole lahko počakajo tudi par dni, če jih ne bomo porabili takoj. Zdaj pa, jaz sem si že tole našo mešanico linolade in mascarponeja dal v brizgalno vrečko. Tako bo najlažje napolniti takitose. Če nimamo tega, vzamemo preprosto vrečko za zamrzovanje, jo napolnimo in odrežemo škarjami na konci in čez vogal noter nabrizgamo. Zdaj pa samo nabrizgamo iz obeh strani naše takitose, takole, da linolada ven pogleda, a ne. Takole izgleda takitos z linolado, pečen takito. Fantastična zadeva. Mimogrede, takitosi so sicer ponavadi ocvrti. Če želite ocvrte, jih lahko. Jaz sem se odločil, da bomo imeli kar mogoče kljub vsemu malo bolj zdravo zadevo in bojo pečeni. In še enega napolnimo. Mislim, da bo tole luštna porcija za eno osebo. 3 takitosi. Zdaj pa zraven dodamo mogoče malce smetane. Ker takitose seveda je treba tradicionalno nekam namakati. Ali je to guacamole ali salso, pa nas bo pa stepena smetana z vaniljo. Takole. In pa da bo vse skupaj resnično še bolj pisano, bomo povrh dodali še malce jagod, da bo bolj barvito. Takole in naši takitosi. Takole. So praktično pripravljeni. Sladki takitosi z linolado. Kaj pravite? Si jih boste kdaj privoščili doma? Jaz jih bom zdajle. Želim vam lep četrtek, sladek četrtek predvsem. Lepo se imejte in nasvidenje.